Zdaj pa bolj pozitivna zgodba. Pravzaprav zelo pozitivna zgodba, ki je danes dobila prostor v Svetovem dnevniku. Prav danes je ena izmed 447 osnovnih šol v državi postala 51, ki bo lahko imela še bolj kvaliteten glasbeni pouk, in to zaradi Marka Soršaka. Bobnar skupine Elvis Jackson se je pred leti odločil, da počasti 20 let svojega bobnarja, tako da vrne to, kar je njemu dala glasba. In tako je z novimi glasbili osrečil že 25.000 otrok. In ja, to je zgodba vredna dnevnika. Če je na odru morda stric iz ozadja, ga je v spredje zadnja leta potisnil projekt 20 za 20. Obdaril je že 25.000 otrok po vsej Sloveniji. Kakšen je dan glasbenika in dobrodelnika? Da se sujemo telovadnico. No, daj mi to lepotico. Evo ga. Že tretje leto je bobnar Marko Soršak Soki na posebni misiji. Evo ga. Imamo vse? Imamo vse. Medtem, ko se otroci v istem dnevu na 2 šolah pripravljajo na svoj glasbeni nastop, se na drugi strani ogrevajo nova glasbila zanje. In na Vidovo srečo ravno pravi trenutek. Prvo smo s šolcem prišli na oder, zgledala vse kot po mostu, na kar se kitara razglasi, ne? Marko obdaruje slovenske šole, da bi imeli vsi možnost poznati glasbo iz prve roke. Znajdi se in bobnaj. Aha, gre v pravo smer. Moje mnenje je, da šola je ustanova, ki mora svojim otrokom nuditi najboljše. Zagotovo je to nadstandard. In pravilno je, da v naših šolah ponudimo nadstandard. Ker kadar skupno stopi skupaj, glasbila niso draga. Daleč od tega. Draga je samo glasbilo za posameznika, ki se to ne more privoščiti. Ste že 48. osnovna šola, 49. osnovna šola, ki dobi danes nova glasbila. Kdo bo na kitari? Jaz! Kdo bo na bobnih? Jaz! Da bi otroci prepoznali glasbo v svoji prihodnosti, je projekt, ki je preprosto zrasel za mizo, za katero je Soki redni gost v domačem Mariboru. Miza 15, tako je začel projekt 20 za 20. Cilj je zdaj 100 šol, cilj je bil 10 šol. Kakšne možnosti si pa ti takrat imel v šoli? Dejansko se je moja zgodba začela ravno v osnovni šoli, ampak ne zaradi glasbe, niti ne glasbeni vod, v bistvu zaradi filma. Jaz sem zaradi filma Terminator 2 začel bobnati. Torej Arnold Schwarzenegger je kriv za moje bobnanje. Kot otrok je že začel prej z posodo, z pokrovkami bobnal in potem nekega dne pride in reče, mama, jaz bom bobnal. Ja, še celo violino sem mu ponujala, ne. Pa ni šlo? Ne, ni šlo. Prizač! 10-letna Zala je le ena od mladih bobnarjev, ki so se tisti dan izmenjali v kleti Sokijeve domače hiše. Zdrav, veliki mož! Zakaj bobni? Ja, nekaj sem začel udajati, ko sem bil 3 leta star. Potem sem to spremenil v ritem, zdaj pa sem tu, pri bobnah. Vedno so se mi zdeli najbolj posebni, da je nekaj najtežjega in najbolj pomembnega. Imaš dobro koordinacijo rok, nog in tudi stres lahko sproščaš z bobnanjem. Bobni so mi bili vedno zanimivi zaradi tega, ker je ful dober ritem, pa tak zanimiv zvok imajo. Nikoli ni prezgodaj ustanoviti svoj bend, pa pravi 7-letni Tim. Kakšen učitelj je Marko? Zelo dober je, pa dobro me uči. Vaja v izolirani kleti, za bobnarja povsem razumljivo. Naslednja dnevna rutina, na prvi pogled precej manj. Koncert je kombinacija adrenalina. Način, ki ga uporabljam, stila bobnanja, je precej uničevanje v bistvu telesa. Smo bila v bistvu oba malo začudena, ne? Nismo točno vedela, ne? Kaj si jaz naj z glasbenikom počnem, on pa naj si kaj si bo počel z mano. Ne? Dejansko sem imel težavo, ker sem imel poškodbo, mi je okleščil živec tu spodaj in med koncertom. In to je tisto bil en tak signal, da mogoče pa treba nekaj spremeniti. Kontrakcija, da je torzo stabilen, ne? Da pa ramenski obroč lahko mehko deluje. Pred 10 leti je začel zares živeti tisto, kar si je zadal že kot najstnik. Ko so v tujini in pri nas znani Elvis Jacksoni iskali novega bobnarja. Ko smo pa brali prijavo, je napisal, jaz sem Marko Soršak, igram boben 10 ali neki let, 12. Nisem zaposlen in se ne nameravam zaposliti. In tukaj nas je kupil.
Ok, ampak to je bilo na papirju, kaj pa pol, ko ste ga spoznali? Pol dejansko je prišel in je zmagal. In je bila takoj kemija. Smo džemali enih 6 ur skupaj. Smo blizu 40 let in še zmeraj znamo reči besedo na F. Izpostavimo, da se je včasih pokadilo kakšna naravno zelišče. Ampak to ni nič takšnega, kar bi v življenju nekomu naredilo škodo, ne? Ker mi smo prispeli do enega cilja, ne? Ki smo marsikomu vzor. Zdaj tudi najmlajšim bodočim glasbenikom. Nagrajen z jabolkom navdiha, prejemnik žarometa za najbolj odgovoren družbeni projekt, je le češnja na vrhu torte. Zboljšujejo cene, veliko bolj se socializirajo, tudi manj agresivnejši so. S svojim projektom je zdaj na polovici, vedno pa se zastavi vprašanje, kaj pa po 100 šolah, na kar bi Marko odgovori brez dlake na jeziku. Marsikdo bo od tega nekaj imel. Ali so to glasbene šole, ali je to Sazas, ki bo kasneje imel svoje varovance oziroma avtorje. In če si bi zdaj rekel tako, kaj bo po 100 šoli, jaz mislim, da bi najrajši naredil pri 100 šoli konec, če je v taki poziciji, ko sem zdaj. Do zdaj je za projekt porabil že 20 000 evrov svojega denarja, za otroke, ki jih niti ne pozna. A verjame, da jim lahko preko glasbe, pa če ta ostane v njihovem življenju ali ne, omogoči prihodnost večjih možnosti. Ja, to so pa moje legende.